seveda jaz ukvarjam celo življenje s skrivnostmi človeka. Kdo je človek, s kim prihaja, kam gre. In potem najdemo različne simbole v svetovnih civilizacijah. Ampak v kulturi Ester, to se pravi naši kulturi, Estere, svete Estere, od tega tudi ime Terst, Tergeste in Trieste. Najdemo v Ogleju, oglejski kulturi, svetišče svetega Belina. Sveti Belin je imel pa v rokah eno jajce, belo jajce. In potem pa najdemo rajsko ptico, risbico, katera me je zelo razburila mojo domišljijo in sem moral iti prav v parapsihološko raziskavo in tudi fizično, znanstveno raziskavo, kaj ta risba pomeni. In seveda najdemo risbico, cirka 800 pred našim štetjem, v katerim je pričujoča skulptura, golobček, ki je prav posebne vrste, ki je simbol Božjega stvarstva. V golobčku najdemo jajce in v jajcu najdemo golobčka. To je v Svetem pismu oziroma v krščanski kulturi. Vendar naši predniki so bili zelo duhovno razviti in so razvijali predvsem duhovno življenje. Tu najdemo tudi v kulturi Situl, tudi v počevalniku Gondola. Ampak presenetljivo je bilo pa to, ko zadnji moj učitelj, 17 let v Indiji, v Puttapartiju, Bhagavan Sri Satya Sai Baba, iz svojega telesa porodi zlato jajce. In to smo mi, to sem videl jaz z mojo ženo, Tatjano, prav od blizu. To je pač simbolika, ki je univerzalna in velja za celotno civilizacijo sveta in kozmosa. Človek je božansko bitje, se razvije kot človek, lahko pa postane bel, če se pa še bolj spremeni in razvija, postane pa zlat. Zlato je pa vedno bilo simbol nesmrtnosti, simbol novega obdobja in danes človeštvo se bo prerodilo v zlato obdobje, ki ga tudi Sai Baba napoveduje.